Sija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. To so analne kroglice. Poznaš to? Mislim, poznam to analne kroglice koncept. Meni to prvo na šah spomnilo. Oh my god, sem res. Kaj že? Šahovske figurice so v bistvu analne kroglice in analni čepki. A veš? Jaz sem se spomnila. Oh my god. Ne, jaz sem se samo spomnila na to. Prosim, ne si daj šahovskih figur v anus. Ampak te asociacije pa nikoli nisem še imela. Me zdaj, kaj tole gledam. A je to original Todd? Zihar ne, Tu je zihar bil, obstaja. tu je bil tudi Todd od Unga, veš, kaj je zmagal, on svetovni prvak je šahovsko tekmovanje zmagal, ki je imel analni čep v riti in so mu neke signale dajali prek vibracije. Ker se spomniš? Ja, drugač ful smart. Oh my Ampak god. kako so pa sploh ugotovili oni to? Sorry, zdaj sem čist prekinila svoj intimni kotiček, ampak Ne vem. it was... To se pa Ful spomnim zanimivo. drugač tega. Ja. Oh my Ejoj. God. Pa so ga diskvalificirali, can you fucking imagine? Zmagaš šahovsko tekmovanje, pol nekako ugotovil, da sem imel ta analni čep in pol si izgubil in cel svet ve. In šel si vedel, da si imel analni čep. A Ja. veš? A to je zato, ker je se toliko sprostil, pa je toliko dobro igral, ali je pač take one for the team? Ne, kako Je to bil misliš? sam pač metoda. Ker lahko bi bil Metoda. tudi kje drugje, a veš, vibriral. A ja, ne, metoda, mislim, da A šlo bi mu najtežji tako najdejo, če je v riti, ne? Ok. In nekdo Ja. drug mu je tam, po mojem, Pa so najdel. Ja, pa so Pa so najdel. Kako so najdel. to res ugotovili? Kako Zdaj moramo dober. prav to Ja, ugotoviti. jaz bom tu raziskala, tu bomo ugotovili in po oddaji in vam sporočimo, kaj je bilo s tem analnim čepom in šahom. Ok. Shit, to sem prav pozabila, da se je zgodil. No, najprej moramo razčistiti, kaj je razlika med analnimi čepki in analnimi kroglicami. A ti veš, kaj je razlika? Ja, čep je v bistvu, mislim, kar jaz vem, je čep bolj tako one piece nekak, pa pol uno, da ti drži, a ne noter kroglice so pa tako tam. Ja. Tako da to je v bistvu nek hibrid na en način, a bi lahko temu tako rekli. A so prav, bolj so pa ja, kroglice, bolj so pa kroglice. Imaš tudi ful bolj hibridne, pač te so res bolj kroglice, imaš pa tudi tako take, Satisfyer ima ene ful fajne čepke, ki je v bistvu pač čepek, ampak so v bistvu tudi kroglice in ga lahko za oboje uporabljaš. Ker glavna razlika med čepkom in kroglicami je v tem, da čepek ti da tisto občutek zapolnjenosti. Aha. Čepek imaš noter in ti stimulira v bistvu mišice analnega sfinktra, ki ti jih malo razteguje, pa to dodatno stimulacijo da, če je tak, ki vibrira, so še vibracije in ga lahko uporabljaš med masturbacijo, ki imaš sam noter, pa delaš lahko druge stvari. Šah recimo igra. Recimo. Ne moram. Ali pa ga imaš med seksom noter, medtem ko kroglice ti pa največ užitka prinesejo, medtem ko jih daješ ven. Ok. Lahko jih imaš seveda tudi noter, ti daj tudi ta občutek zapolnjenosti, ampak največ užitka ti pa prinesejo, ko medtem ko jih izvlečeš, stimulirajo mišice vhoda v anus, analni sfinkter. Tam je ful živčnih končičev, je zelo občutljivo in je zelo prijetno, ko v bistvu te kroglice masirajo ta vhod v anus. In ja, kot si rekla, daš ven. Napaka je, da narediš tako, ker da bi motorko prižigal, jih počasi vlečeš. In če si sposoben, je lifehack, da medtem ko ti pride, ko ti prihaja, si to ven vlečeš in je okej. potem še bolj intenziven občutek orgazma. Okay. Zdaj, če imaš partnerja pri tem, je ful lažji, da ti prihaja, pa ti on potem še v tem razmišlja, da mora to ven povleči. Ti se pa sam sprostiš. Ti se sam sprostiš. Če si pa ti pač toliko sposoben, da lahko med orgazmom še to ven vlečeš, pa še toliko boljša, Pa da svaka lahko čast. multitaskaš. Ja. Mislim, jaz sem sprobala to, tudi, da sem si, jaz sem to kar pod tušem, ker jaz sem bila tako, kaj če bo kaj gor, slučajno. In greš pod tuš in je potem to ful dobro, zaradi tega, ker pač če je kaj sam, splakneš dol vse. Tako. Te ne Če rabiš ti ne skrbeti. vidiš, da je kaj Ja. gor. Tako. Tako da, v bistvu, meni so bile kroglice ful fajne, ker sem jih sprobala. In jih sicer ne uporabljam ful pogosto, samo zaradi tega, ker res dosti globoko pridajo in pri kroglicah se da kdaj zgoditi, da pa kaj ostane gor. In mene to malo moti, ne. Ene pa to ful ne moti in mi je čisto vseeno. Tako da, za kdaj pa kdaj so meni ful fajne in bi jih ocenila 8,5 od 10, samo zaradi tega efforta, ker pač moraš se malo čistiti prej.
Ampak ja, ful mi bi bilo dobro, če bi še vibrirale, meni je fajn, da še nekaj vibrira zraven, ampak tako za začetek je pa fajn. Pa dobro je, ker so te silikonske in so take bolj mehke. Zdaj, ta prva bunkica, malo težko je noter spraviti, zaradi tega, ker je čisto mehna in moraš tako malo se matrati, moraš lepo jeti, pore pa lažji. Je pa dobro, ker je mehana, ti počas raztegne. Tudi ful dobra predpriprava na analni seks je, zaradi tega, ker ti lepo anus počas razteguje in ga pripravlja na to, da bo šlo nekaj večjega noter, ker ti čepek sam noter stoji, lih tisti najtanjši del je pač pri vhodu v anus in ne raztegne toliko zelo. Čepke pa lahko res kupiš različne velikosti in se potem igraš in daješ ven pa not. Tako da fajn za analni seks pripravce, fajn za povečati intenziteto orgazmov, fajn, če kupiš vibracijske in ja, jaz res imaš tudi kakšne take na štrikcu, samo en ti štrikec se mi zdi, da se, ne vem, me je to tako. Mora biti silikonski. A veš, da so prav na vrvici bunkice Dejansko gor. na vrvici, ne na vrvici. Ja. To se malo kruto sliši. Meni se Je, to ne? zdi, kot da Malo ne se bo. kruto Ja. sliši, ja. Meni se zdi, da bi ti anus popraskal, ko bi tako ven vlekel. Ja. To malo srednjeveško, to. Ta pa tako mučilno. taka moderna, veš, Ja, Pa oblika. srčki so, ne? Ja. Ful je, dejansko je ful, to sem hotel reči, ful je tak estetski. Tudi to, kar ima na koncu tega srčka. Ja, meni je zaradi tega Prav všeč, tak kaj je pač luštkanje, ja. v obliki srčka. Jaz sem ga sam zaradi oblike izbrala tega. Pa lubrikant treba zraven, seveda, nujno. In veliko lubrikanta, ker pač zadnja stvar, ko jo pa hočeš, je pa, da si daš to noter, Pa pa ven. pač čakaš, da ti pride in potem se ti že ves lubrikant upije noter in pol ti to na suho ven vlečeš. In že Edin, ful če kjer mu hiter- paše. Ja, ja. Ja. Če kjer mu paše. Če kjer mu pa še drugače, pa rajš ne. Tako da uporabiš nek analni lubrikant, ki je malo bolj vzdržljiv. Silikonskega ne, zraven silikonskih igračk, lahko pa uporabiš tudi kakšno olje, recimo ne, kokosovo olje za analne igrice je čisto super. In to pa bo dalj časa masno ostalo. Itak silikon lahko z oljem uporabljaš, ne, zaradi tega, ker to gre skap. Sam ne smeš silikona na silikon. To je to v glavnem. Če bi tudi vi radi kakšen tak analne kroglice probali, vibracijske ali pa ne vibracijske, to vse dobite na Pitch Popu, koda med nama 10 vam pa prinese še 10% popusta.